Kako boste v Nemčiji zagovarjali arbitražno sodbo, ko bo do nje prišlo, in torej slovensko stališče in poskus uveljavitve sodbe? Gre za mednarodno pravno pogodbo in spoštovanje vladavine prave. Ne znam si predstavljati, da tudi Nemčija ne bi stala za tem. Je pa seveda na nas, na celotni slovenski diplomaciji, da jim razložimo, zakaj je to tako zelo pomembno. Kakšne so doslej nemške stališče? Razumejo in zanimivo je, Nemčija se je že oglasila, ko je šlo za odločbo arbitraže med Filipini in pa Kitajsko, za Južno Kitajsko morje. Tudi takrat so izjavili, da seveda je treba spoštovati to mednarodno pravno odločitev in tudi tokrat ne pričakujemo drugače. Nemčija, ko gre za arbitražo med Slovenijo in pa Hrvaško. Mogoče glede na varnost, ki je aktualna tema te dni, a je kakoli posebnega za sporočiti mogoče slovenskim državljanom po teh zadnjih napadih v Berlinu? Zanimivo je, kako hitro si je Berlin opomogel po tem napadu, ampak bom rekla na način, ne boste vi nam diktirali vašega načina življenja, ne boste nam vi vsiljevali vaših vrednot. Zaradi tega se mi zdi izjemnega pomena, da se vsi državljani zavedajo. Seveda ne zdaj, ne več potovati, ostati samo doma, dajmo še naprej potovati, ampak vsak mora pa spremljati, kaj se aktualno tudi dogaja. Dejstvo je, da je svet postal v zadnjih letih bolj nevaren, da absolutne varnosti več ni. Bo pa imelo to vpliv na to, kako bodo države odreagirali v smislu omejevanja svobode oziroma svoboščin, oziroma kako bodo države, vlade našle pravo razmerje med zagotavljanjem varnosti na eni strani in pa seveda spoštovanjem svobode in pa ostalih svoboščin na drugi. In tu pa se zna tudi Nemčiji zgoditi, da bo šel premik v bolj konzervativno smer, torej za zagotavljanje več varnosti, vendar je določeno omejevanje nekaterih pravic. Kako pa Nemčija gleda na slovensko željo, da se priključimo njim in Franciji v bodoči Evropi? V Nemčiji o tem ne razpravljajo. Zaenkrat ima Evropska unija še vedno 28 članic, od Slovenije pričakujejo in tudi že doživljajo in to cenijo pri nas, da smo proevropsko usmerjeni, da pomagamo reševati teme, ki se pojavljajo. To pomeni, da smo vključeni v program resettlementa, relokacije pri beguncih, da se z njimi posvetujemo, ko gre za varovanje meja, tako da razprav o tem, da bi pa zdaj Slovenija bila še posebej nepovezana s Francijo in Nemčijo, pa ne. Je pa res, lahko razumem iz vašega vprašanja, vloga Nemčije in Francije bo izjemno pomembna, še posebej v letošnjem letu, ko bodo v obeh državah volitve. Nemčija je v specifičnem položaju, od Nemčije se veliko pričakuje, po drugi strani pa je lahko Nemčija, če bo to svojo odgovornost izpostavljala preveč, hitro tudi tarča kritik zaradi zgodovinskih razlogov. In tu pa je velik izziv za Nemčijo, kako na pravi način krmariti, da bo vendarle upravičena, vzela to izjemno pomembno vlogo in po drugi strani seveda ob krmilu obdržala tudi vse ostale članice Evropske unije. Ste tudi nagrajeni s tega zunanjega ministrstva, se pravi najverjetneje tudi zaradi dobrega predstavljanja naših stališč. Ni bila nagrada se strani zunanjega ministrstva, je pa res, da laudacijo je pa imel namestnik nemškega zunanjega ministra. Nagrada je bila se strani nemške revije, Diplomatisches magazin, ki pokriva področje diplomacije v Berlinu in nasploh v Nemčiji. Nagrado sem prijela za našo proevropsko ali mojo proevropsko usmerjenost in delovanje na področju človekovih pravic, kar pa seveda je velika nagrada tudi za celotno našo mini ekipo v Berlinu, kot tudi za Slovenijo, ki dejansko vztraja na spoštovanju človekovih pravic. In če mene vprašate, danes ni več tako zelo samoumevno, da je nekdo nagrajen za svojo proevropsko usmerjenost. In Slovenija je zdaj med tistimi državami, ki nima desno populistične stranke, je med tistimi državami, kjer tudi stranke, ki niso v vladni koaliciji, torej opozicijske stranke, niso proti članstvu Slovenije v Evropski uniji, ni več tako samoumevno kot recimo pred nekaj leti. Ne moremo mimo novoizvoljenega predsednika ZDA, če smo še
check and balances sistem v Združenih državah Amerike še vedno deluje, torej počakamo na njegovo inauguracijo in potem na njegove prve realne korake, ko bo predsednik Združenih držav Amerike. Mislim, da bomo potem lahko njegovo politiko dosti lažje in bolje tudi presojali kot zdaj, ko te funkcije še ni prevzel. Zelo umestno vprašanje je. Nemčija si želi, da bi Brexit po eni strani in težave, ki jih ima Evropska unija, globalno gledano izkoristili tudi za ta nov premislek, kateri ste zdaj vprašali, v katero smer Evropska unija sploh lahko gre. Imamo primere nemških politikov,